Franci, lepo dobrodošel v Mirni Peči. Mirna Peč je občina, ki je zelo kmetijsko intenzivna. Veliko je tu kmetij, ki res dejansko živijo samo kmetijstva. Tako da bi lahko rekli, da si občini, ki ti je zelo hvaležna za vse, kar si naredil v preteklih 2 mandatih, in tudi občini, ki pričakuje veliko od prihajajočih volitev. Kajti kmetijstvo, vemo, vedno več je izzivov, vedno več je nerazumevanja in vedno manj je ljudi, ki čutijo, razumejo kmetijstvo in na katere se dejansko lahko zanesemo. Če govorim z področja mladih kmetov in vsega, kar smo mi delali v preteklih 2 mandatih, moram reči, da si bil vedno izjemno zanesljiv, vedno z nekim čutom za kmetijstvo in kadarkoli smo te rabili. Pa naj bo to zgornja meja pri mladih prevzemnikih, časovni okvir, kako dolgo si lahko nosilec kmetije, naj bo to uredba za fitofarmacevtska sredstva in še mnogo drugih stvari. Ni da ni, vedno si bil tisti, ko nam je ministrstvo reklo, da se nekaj ne da, si nam ti povedal, kako to lahko dosežemo. In s pravimi argumenti smo obrnili sliko v našo korist in korist slovenskega kmetijstva, v korist slovenskih mladih kmetov. Ne vem, če se vsi zavedamo, koliko si dejansko naredil za nas in mi smo ti res iskreno hvaležni. In mogoče tudi poziv za vse. Prav je, da se vedno da priložnost novim, še bolj pa je prav, da se podpre tudi tiste, ki so se že dokazali. In predvsem kmetijstvo je sektor, ki, kot rečeno, je pred velikimi izzivi. Zeleni prehod je zagotovo priložnost, če bo naslovljen pravilno. To pa je lahko mogoče samo, če bodo v Evropskem parlamentu ljudje, ki bodo razumeli kmetijstvo, ki bodo čutili kmetijstvo in ki jim ne bo nikoli težko se postaviti v bran slovenskemu kmetu, zagovarjati naše specifike in biti naš glas. Mi te podpiramo in resnično upamo, da bomo še naprej tako dobro sodelovali in predvsem, da ti uspe. Anja, hvala za podporo, hvala za odlično sodelovanje in za to, kar si naredila tako za mlade kmete, kakor tudi za slovensko kmetijstvo. Slovensko kmetijstvo ima prihodnost ravno zaradi takšnih ljudi, kot si ti. Hvala ti za podporo.